Cosplay je vedno vrhunec dogodka, ker v bistvu imaš pač veliko cosplayerjev na samem dogodku, potem pa si pač tudi želiš videti najboljšega. Ne? To tudi jaz nisem taka fenica cosplaya, realno povedano, ker moti me, da je to hobi, ki je za oči nekako najboljši, ne? Največ pozornosti pritegne, ne? In naprimer tudi lani, ko je Pop-In prišel na NMN, pa so naredili reportažo, mislim, meni ni možno, ker so pač samo cosplay govorili, ne. Res to je bilo sam cosplay, uporabil sem 400 ur za kostum in za njim je stala slovenska avtorica, ki je napisala knjigo, ne. Se za knjigo gre tudi full ur, ne. In je ta problem, da tudi novinarji takoj bodo iskali cosplayerje, ker valjda, če priješ ti v studio v cosplayu, je največ vizualno, je najboljše, ne. In potem nekako kot neka črna luknja, da vsa pozornost gre v cosplay, ne. In vse mi je logično, ne, meni so tudi všeč cosplayerji posebej, ampak žal mi je, no, da potem tudi drugi ne dobijo malo več pozornosti. Pa tudi nam so pisali iz 2 radijev, pa oboji so v bistvu vprašali, če bi lahko jaz prišla oblečena v cosplay na njihovo oddajo. In se takoj, mislim, prva stvar smo rekli, da noben ne more, ker so nas vprašali za 8, ko smo tako vsi po službah. In so potem rekli, če bi lahko prišla oblečena, pa sem rekla, da se ne oblačim, lahko prijem popoldne. In so rekli, da v bistvu nočejo brez kostuma, ker je to potem samo neka promocija za nas in nič za njihove poslušalce. Poslušalce, to mi zanima, nekak ni štima, a se prav sliša, radio, ti bi morali biti v kostumu. Ja, ker potem oni slikajo in dajo na Instagram. Ja, pa tudi na svoje spletne strani. Samo vseeno mi je tako, pa se sliši, veš, tvoj kostum. To točno tako, kostum se sliši, ja. Tako da ja, pa tudi na Dobro jutro smo že bile, sicer to par let nazaj, ko so bile še Alesja pa Valerija, ki so z nami cosplayale, pa takrat sem jaz bila pač normalno oblečena, ker pa so one cosplayale, so nas sprejeli in pač valjda ti imaš en kup ene populacije, ki sam premika kanale in če bodo oni videli Maja neke maškare na televiziji, bodo tako kaj se zdaj dogaja, ne, in pač bodo stali na onem programu, tako da tu iz novinarskega vidika razumljivo, ampak ravno to je moteče, ne. Sama sicer nimaš nobenih izkušenj s cosplayem, te je kdaj zanimalo, da bi se s njim ukvarjala? Ona je mangaka, ona ni cosplayer. Mogoče cosplaya svoje karakter. Ma niti ne, ni me nikoli toliko zares zanimalo, mogoče malo bolj v povezavi z make-upom. To se tudi hotela imeti neko delavnico, ko bi se v bistvu te special effects naredilo z make-upom ravno za cosplay, no. Pa pisala sem enim parim, sami niso odgovorili, tako da sem bila malo 7 let očitno. Bila sem nekaj časa v naši grupi od društva, kjer je bila Alesja, Valerija, Evgenija, pa še ene druge punce, ki vse cosplayale. Pa takrat je bila neka ideja, da bi lahko nek skupinski cosplay naredili, pa sem bila ono, ja, dobro, če že bi hoteli lahko, ampak ni me realno nikoli toliko tegnilo, no. Se ena zanimivost, ne. Lih prej, ko sem objavil ta video, ne, iz Umika, ne, je prišla statistika retention rate, ne. Ena zanimiva informacija, ne. Lani sem delal video za NMN in letos za Umiko. In lani sem delal za NMN, sem pač naredil ta tipični pristop after movie-a, narediš, ne vem, revilaš event, kaj se dogaja, neke stojnice, to ono tretje, ne, potem sem dal tiste pikantne cosplaye na koncu, ne, in je bil retention rate navzdol. Letos, ko sem pa štartal v bistvu z zanimivimi cosplay na začetku, pa sem potem recimo dal te stojnice pa te zadeve vmes, pa potem spet malo cosplay na koncu, in retention rate skozi gor, ne. In to je tisto, ne, oči najprej vidijo cosplay, najboljše meso, ne, potem pa še tisto pač vse zraven, ker lahko še zapakiraš, ne vem, stojnice pa program, ne. Mislim, po eni strani se strinjam, da tudi jaz ne morem gledati cosplay videov, ki so recimo na YouTubeu, ne. Jaz, ne vem, pol minute gledam, pa mi je pa že ono, ne morem, nekaj boring, ne, in zato tudi jaz probam vse te videe
tako zapakirati, da se pokaže cel event. Da v bistvu niso samo cosplay point of interest na eventu, ampak so tudi stojnice, so programi, so neki ljudje, da je v bistvu neka celota, da v bistvu lahko vse zapakiraš v neko zgodbo. Ne. Ja, zelo mi je všeč, ko si imel na začetku v bistvu prezentacijo cosplayerjev in so bili zelo povezani v bistvu z glasbeno podlago in potem se je v bistvu na eni točki je bil drop in se je zamenjala scena na event, zelo lepo sestavljen video, tako da ga pogledajte na YouTube. Ja, pa še na koncu pa še tiste najboljša muzika, pa še tiste cosplaye, najboljše motive, kar sem lahko noter zapakiral. Ja, ne, pač video res legit, ker tudi doma, ko sem pač fantu omenila, no, da ste hoteli prijeti snemat, pa delate promo videe, pa to, je rekel, da se pač video ti lahko tudi jaz naredim se nič kaj takega, ne, in potem ga je videl, ne, in je rekel, okej, to legit, naj kar delajo oni. There are levels to it, ne, mislim, Juvan ima, Blaž, ti imaš 15 let izkušenj, mislim, da v video... Ja, praktično, ja. To je že master. Pa ne, veš, tudi recimo, se tudi meni težko najti, ne vem, neke dobre koncepte na svetovnem trgu teh videov, ne? Ker vse, kar vidiš danes, v bistvu samo cosplay music video in samo to šlo, to imaš, ne vem, 5-10-15 minutne videe. Pa kdo to gleda? Jaz verjamem, da ima tisti retention rate, veš, na začetku 30 sekund, minute, mogoče še zanimivo, pa... Vsega zaližuje več TikTokov, pa... Ja, razen na ta način, da jih poreže mogoče, ampak enostavno ni gledljivo, ne? In zato mi je pač bil interes, da se naredi pač cool video, da rečeš, wow, fuck, imajo dober event, ne?